Živjo, lepo pozdravljeni. Up, up. Izziv, 5-dnevni izziv duhovne prakse se začenja. Prvi dan izziva duhovne prakse je tukaj. Danes postavimo temelje, danes odpremo energijo za teh 5 dni našega druženja. Srčki letijo, energija je visoka, vibracija bo šla čez streho gor. Evo, pofočkaj se v komentar spodaj, pošli kakšnega srčka, odprimo energijo ljubezni, ki nas bo držala celih 5 dni znotraj tega izziva. Napiši v komentar tudi to, od kje spremljaš. To vedno rada vprašam, zaradi tega, ker na tak način prepoznamo, kako smo prepleteni skozi to svetlo skupnost preko cele Slovenije. In če kdo spremlja še od kje drugje izven meja Slovenije, obvezno povedati, ne? Obvezno povedati. In potem se tako velikokrat med sabo spoznate in ugotovite, da dva soseda spremljata isti dogodek. Torej, dragi moji, lepo pozdravljeni. Za vse tiste, ki ste z menoj prvič, moje ime je Tjaša Dorelaj, sem medij in moderni orakelj in bom teh 5 dni tvoja vodnica. Dala ti bom jasnost, kazala ti bom smeri, kako lahko svojo duhovno prakso obogatiš, vzpostaviš, še izboljšaš, da ti bo le ta dala še več pozitivnih rezultatov in še bolj izboljšala tvoje življenje. Predno začnemo z današnjo temo, danes v bistvu želim odpreti naš 5-dnevni izziv z jasnostjo. Kaj sploh je duhovna praksa, na kakšen način lahko vzpostavimo svojo duhovno prakso oziroma če jo že imamo, kako jo lahko še obogatimo in zakaj bi v bistvu sploh človek potreboval duhovno prakso. Naredili bomo en tak uvod v teh 5 dni in potem ti bom vsak dan izziva delila eno svojo duhovno prakso, brez katere ne gre. In sem ugotovila v svojih 20 letih, odkar imam svojo duhovno prakso, da so te prakse najmočnejše. Tako da bomo vsak dan se posvetili eni od 3 duhovnih praks, jih pogledali malce bliže in seveda na koncu bom odprla prostor za vaše vprašanja, torej čisto zadnji dogodek v izzivu. Bom pa obljubim, da tudi tekom vsakega našega dogodka na koncu odprla prostor, da mi lahko postavite vprašanja, zato da če pride kakšno vprašanje, kakšna jasnost, že tekom tega dogodka lahko pride skozi. A si sploh lahko predstavljamo, kakšen preboj energije se bo zgodil, ko nas bo toliko skupaj. Znotraj tega izziva je več kot 6000 Slovencev, kar pomeni, da je toliko ljudi z nami v tej nameri. In to pomeni, da vsak dan, ko se boš priklopil tukaj, poslušal ta dogodek z mano, bil prisoten del tega dogodka, te bo ta energija napolnila. Poleg vseh nas, ki smo vpeti v ta dogodek, pa seveda celotno duhovno vodstvo, ki drži energijski prostor za ta naš dogodek. Tako da jaz vem, da se bomo imeli fajn, da bomo uživali, da bomo prinesli ogromno jasnosti. In tukaj sem zate, da ti odprem še malček več zavedanja. Že tako ali tako imaš veliko zavedanja, ampak dovolj, da ti mogoče odprem še kakšno okno, še kakšna vrata, v kakšno novo nadstropje tvojega zavedanja. Moje povabilo tebi je, da si odprt, da odpreš tako svoje srce kot svojo zavest in si dovoliš sprejeti vse to, kar teče k tebi. Vsi vemo, da od življenja lahko sprejmemo zgolj toliko, kot smo v bistvu mi pripravljeni sprejeti. Tako da bodi cel v tem izzivu. Spremljaj dogodke, če kakšnega zamudiš, glej za nazaj. Moja namera je, da gremo vsi od začetka do konca, da nihče ne obupa in da si damo v bistvu to darilo te prisotnosti, izbire sebe, izbire svoje duhovne prakse. Zelo rada začnem s postavitvijo energije, zato bomo šli v čisto kratko meditacijo, da vsak zase sebe odpre in postavi svojo energijo za teh 5 dni. Tako da te povabim, da ne glede na to, kje si, se udobno namestiš in čisto nežno zapreš svoje oči in si dovoliš z mano v čisto kratko meditacijo, ki bo odprla energijo našega izziva. Tvoje oči so nežno zaprte in za čas te meditacije spustimo
naše dlani iz telefončka in z računalnika in si samo dovolimo sprejeti to postavitev energije za ta naš 5-dnevni skupni duhovni polet v visoko vibracijo in v duhovno prakso. Drage duša, draga zavest, tukaj ob tebi sem jaz, boginja Kuan Yin, in prihajam, da odprem tvoje srce na široko. Narahlo zapreš svoje oči in ljubeče odložiš svoje telo na podlago. Sprosti se, spusti vse in pripelji svojo pozornost v ta trenutek. Tako da zavestno vdihneš skozi nos visoko in z globokim izdihom skozi usta spustiš vse, kar držiš. Zavestno vdihneš skozi nos visoko in povleči dih najvišje kot lahko. Z globokim izdihom skozi usta spustiš izdih olajšanja in dovoliš, da se tvoja usta narahlo razprejo, ko izdihneš z globokim izdihom skozi njih. Zavestno dihaš na tak način še 3-krat in dovoliš sebi, da vsa prisotnost tvojega bitja steče zdaj v tvoje srce. Z vsakim izdihom odložiš telo, spustiš težo, pripelješ prisotnost v ta trenutek, tukaj in zdaj. Še zadnji zavesten dih, povleči ga visoko navzgor skozi nos, z globokim izdihom skozi usta. Pripelji svojo pozornost v svoje srce. Narahlo podrgni svoje dlani skupaj, da ustvariš toploto med njima in nato položi dlan preko srca in drugo dlan preko dlani, ki pokriva srce. Prav odloži svojo dlan na srce in začuti, kako se v tem trenutku aktivira tvoja ljubezen, toplota dlani pa spodbuja popolno odpiranje tvojega srca in energije. Zadihaš v svoje srce in se zaveš svojega imena. Postaviš svoje ime v svoje srce in na tem mestu izbereš sebe. Kako se znotraj tega izziva želiš počutiti? Prepoznaj, postavi to namero v srce. Kaj znotraj tega izziva želiš sprejeti? Prepoznaj in postavi to namero v srce. Kaj želiš znotraj tega izziva dati v skupno polje? Prepoznaj in postavi to namero v srce. Za zaključek nežno zamenjaj dlani. Tista dlan, ki je počivala na vrhu druge, se zdaj dotakne tvojega srca. Jaz, boginja Kuan Yin, v tvoje srce sidram blagoslov, božanske ljubezni, svobode, jasnosti in zavedanja. Odpiram te za vse, kar potrebuješ sprejeti
in blagoslavljam tvojo pot od tega trenutka dalje. Ko boš pripravljen, nežno in počasi spustiš svoje dlani v naročje in se z nežnimi premiki prstkov na rokah, prstkov na nogah, počasi ljubeče prebudiš. In čisto na koncu, ko si pripravljen, odpreš svoje oči. Z ljubeznijo sem tukaj zate, postavila prostor za najlepše doživetje. Jaz, boginja Kuan Yin. Evo, naše energije so pripravljene, naša srca so odprta, da v ljubezni začnemo naš današnji dogodek. Za vse tiste, ki ste se morda vključili kasneje, moje ime je Tjaša Derelaj in sem medij Moderni orakelj in sem tista, ki te bom znotraj tega izziva vodila, ti predajala znanje, zavedanje in visoko vibracijo, zato da te navdušim, da začneš oziroma obogatiš svojo že vzpostavljeno duhovno prakso. Moja pot, duhovna pot se je začela že zelo zgodaj, ko sem bila stara 12 let. In v bistvu, če pogledamo, vsak, ki se je tudi znotraj te naše skupine predstavil in povedal nekaj o sebi, marsikdo je povedal, kaj je bila tista njegova prelomna točka zavesti v življenju, ki ga je pripeljala do njegove duhovne prakse. Vedno se nekaj zgodi, ali gre za bolezen družinskega člana, ali pa tvoja bolezen, morda kakšno izgubo ljubljene osebe, morda te nekdo odpusti, zgubiš službo, si v pomanjkanju denarja. Skratka, neka situacija v življenju se zgodi, tej situaciji sama rečem prelomna točka, ki tebe postavi na tvojo duhovno pot. In zame osebno je ta prelomna točka se zgodila, ko sem bila stara 12 let in je moja mami zbolela in v iskanju rešitev smo dejansko kot družina se odprli tudi za duhovnost. In že kot 12-letna punčka sem imela ogromno priložnosti, da poizkusim različne duhovne prakse. Meditacijo, zdravljenja, šamanske obrede, energijske čiščenja prostorov, jogo, dihalne tehnike, takšne in drugačne zdravilne tehnike, energijske tehnike, zavesti, ki so takrat stopile na mojo pot. In zdaj sem stara 32 let, kar pomeni, da imam že 20 let različnih duhovnih praks za sabo in vsaka od njih je odprla en delček mene, je prebudila en zaspani delček moje duše, zato da sem lahko še bolj zažarela in zaživela svoje poslanstvo. In ko sem bila stara 19 let, se je odprl moj kanal povezave, kar pomeni, da se mi je aktivirala sposobnost, da slišim, sprejmem, čutim, vidim sporočila našega duhovnega vodstva. In ta svoj dar sem potem pridno uporabljala, trenirala, si z njim pomagala, da sem dobivala jasnost zase, za svoje bližnje in zelo hitro sem ugotovila, da je to moje poslanstvo, da je moja duša na tem planetu zato, da prenese ta sporočila iz celestialnega nivoja, iz strani naših duhovnih vodnikov v ta zemeljski svet. Kajti ta jasnost, ki sem jo kanalizirala, je zelo hitro začela transformirati moje življenje, življenje ljudi okoli mene na boljše. In zelo močno sem začutila, da to želim početi v tem življenju. Prinašati jasnost, dvigovati vibracijo in dobesedno vsem, ki me bodo hoteli poslušati, povedati, kako lahko postanejo vodje svojega življenja, mojstrski kreatorji takšne realnosti, kot jo želijo živeti v svojem življenju. In moja duhovna pot, torej v zadnjih 20 letih, me je vodila, da sem odkrivala različne duhovne prakse in ugotovila,
katere meni najbolj sedajo in katere meni prinesajo največjo razširitev zavesti, največjo podporo za to, da sem zdrava, vitalna, imam lepe odnose, se dobro počutim. In te 3 ključne duhovne prakse ti želim tekom tega izziva predstaviti. Predno pa gremo v 3 konkretne duhovne prakse, pa želim danes, da ti v bistvu sploh predstavim, kaj duhovna praksa je, kakšne oblike duhovne prakse obstajajo in prepričana sem, da boš ugotovil tekom tega izziva, da tudi če si mislil, da še nimaš svoje duhovne prakse, da jo zagotovo imaš. Morda samo nisi pomislil na to, da te rituali, ki jih izvajaš, so v resnici duhovna praksa. Če imaš slučajno ob sebi kakšen zvezek ali pa list papirja, bi bil zdaj pravi trenutek, da ga vzameš, če ga nimaš, nič hudega. Ampak jaz ko sem komunicirala včeraj z našimi duhovnimi vodniki, kako naj te najboljše vodim, kako naj ti predam vso to znanje in zavedanje, ki ga imam, so mi rekli, Tjaša, naredi plakat, nariši plakat. In ker sama nisem zelo dobra v risanju, sem prosila mojo sestro Anjo Timzojo, da zame nariše plakat. In evo, takle plakat je nastal, ki ti ga danes želim predstaviti. Tisti, ki ste z menoj že dlje časa ali pa ste del moje spletne šole Oracle Membership, boste zagotovo ta plakat že prepoznali, zakaj gre. Mogoče bom šla majčkeno bolj nazaj, samo toliko, da ga boste bolj celega videli. Ta plakat in ta slika na tem plakatu pravzaprav ponazarja naš obstoj. Vsi, ki smo tukaj, vemo, da nismo zgolj to fizično telo, da obstaja več delov nas in zdaj te želim v bistvu pokazati, katere dele imaš, se pravi, katera telesa tebe sestavljajo in ti v bistvu pokazati, kaj tvoja duhovna praksa v bistvu sploh naredi oziroma spodbudi. Tole, če pogledamo od blizu, smo mi na planetu Zemlja. In ko smo prišli na planet Zemlja, kar nam je bilo dano, je to čudovito lepo fizično telo. Vsak od nas ima drugačnega in to fizično telo je v bistvu prostor naše duše, prostor naše zavesti, ki se je utelesila v to življenje z namenom izkušnji. Poleg fizičnega telesa imamo okoli balonček čustvenega telesa. Čustveno telo je v bistvu prostor, kjer se zadržujejo naša čustva, emocije, občutki, in nam v bistvu omogoča, da mi sploh doživljamo čustva, da doživljamo občutke. Okoli tega balončka se nahaja mentalno telo. Mentalno telo je v bistvu naš mental, naš znanja, ki jih imamo, koncepte, ki jih razumemo, učenja, ki jih sprejmemo, dobesedno naše misli, naše informacije, ki jih imamo v svoji zavesti, ki jih imamo znotraj svojih možganov. In naslednje energijsko telo, se pravi telo, ki temu sledi, ki je še širše stran od našega fizičnega telesa, je pa energijsko telo. Energijsko telo je pa v bistvu naše eterično telo, naša vibracija. In če pogledamo te črtice predstavljajo v bistvu energijsko matrico planeta Zemlje. Znotraj vesolja vse, kar obstaja v fizični formi, mora imeti energijsko matrico, ki to drži skupaj. Vse je najprej vibracija, potem je pa fizična manifestacija. In da lahko planet Zemlja sploh obstaja, mora imeti planet Zemlja okrog sebe svoje vibracijsko polje, se pravi svojo matrico. In ta matrica v bistvu nam zelo veliko stvari pove. Kaj nam pove? Da ta matrica prvič drži planet tam, kjer je, na mestu znotraj vesolja in omogoča, da fizično planet obstaja. Ampak hkrati ta matrica drži tudi prostor za ta naša spodnja telesa, oziroma tem telesom rečem gostejša telesa. Zakaj gostejša? Zaradi tega, ker so vibracijsko bolj gosta. Se pravi, naše fizično telo, čustveno, mentalno in energijsko telo je tisto, ki nam omogoča, da živimo na planetu Zemlja. In če pogledamo, vidimo, da je naše najvišje telo, ki seže do meje matrice planeta, je naše mentalno telo. Kar pomeni, da vsa ostala telesa, ki se dvigujejo nad to matrico planeta, nas povezujejo z vesoljem, nas povezujejo z naravnano zavestjo, nas povezujejo z vsem tem, kar obstaja stran nad planetom Zemlja. In naše energijsko telo je tisto prvo telo, preko katerega mi lahko doživljamo druge dimenzije.
Torej, to so 3 oziroma 4 nižja telesa, ki nam omogočajo, da sploh lahko živimo na planetu Zemlja. Potem pa imamo mi še nekaj drugih teles, ki se dvigujejo veliko više. In sicer naslednje telo za energijskim je astralno telo. Astralno telo je pa v bistvu naša povezava z našo dušo. Mi imamo v vsakem trenutku stik s svojo dušo, vsak izmed nas. Naša duša je v bistvu del našega astrala. V astralu se nahaja tvoja dušna pogodba, v njej piše vse, kdo si, kaj boš počel v tem življenju, kakšen je tvoj namen, tvoja pretekla življenja so napisano notri, tvoji zapisi za tvojo prihodnost, s kom se boš srečal, kakšne odnose dušne boš imel. Skratka, vse to se nahaja v astralnem telesu, ki gradi tebe. In kot vidimo, se astralno telo že veliko bolj dviguje proti središču vesolja. Naslednje telo, ki ga imamo, je celestialno telo. Celestialno telo pa nas povezuje z našimi duhovnimi vodniki, osebnimi angeli, boginjami, bogovi, nadangeli, različnimi varuhi zavesti, ki nosijo informacije o vsem, kar obstaja v vesolju. In če dobro pogledamo, vidimo, da je celestialno telo tisto, ki seže že globoko v univerzalno zavest. Tale žoga tukaj zgoraj, se včasih pohecam, da gre za žogo, ampak to je v resnici matrica univerzalne zavesti na sredini vesolja, ki drži vesolje skupaj, kjer je vse napisano. Vse, kar fizično obstaja v vesolju, je zapisano v univerzalni zavesti. In naše celestialno telo nam omogoča dostop do teh informacij preko seveda naših vodnikov. Angelov, nadangelov, boginj, svečenikov, varuhov zavesti. Skratka, mi lahko komuniciramo skozi svoje celestialno telo in prihajamo dobesedno do knjižnice zavesti. Kot da bi obstajala neka fizična knjižnica, kjer so knjige in so notri vse informacije, ampak seveda ni fizična, to je znotraj univerzalne zavesti. In čisto zadnje, 7. telo je telo manifestacije. To telo nam pa omogoča, da mi manifestiramo, da smo sploh utelešeni na planet Zemlja. In čeprav smo mi zdaj pogledali, našo utelesitev, to smo mi, naša telesa, ki nam omogočajo življenje, in smo šli od spodaj navzgor, se je v resnici tvoja utelesitev na planet Zemlja zgodila od zgoraj navzdol. To pomeni, sredi vesolja se je ustvarila žarek zavesti, ki se je odločil, da se bo utelesil, ustvarila se je tvoja duša znotraj tvojega dušnega kraljestva in skozi ta telesa si ti potoval na planet Zemlja. Zdaj pa, če mi slučajno se ne bi utelesili na planet Zemlja, mi teh spodnjih teles sploh ne bi imeli. Se pravi, na planetu Zemlja imamo fizično telo, imamo čustveno telo, imamo mental, ampak če bi se pa mi recimo utelesili, naprimer v neko meglico sredi vesolja, ni nujno, da bi imeli ta spodnja telesa. In zato v bistvu teh 7 teles, ki nas gradi, vsa ta telesa imamo zaradi tega, ker zgornja telesa pripadajo naši svetlobi, našemu izvoru in jim rečemo svetlobna telesa, spodnja telesa pa pripadajo naši izkušnji na planetu Zemlja in jim rečemo gostejša oziroma spodnja telesa. In vseh teh 7 teles nas gradi. In zdaj, zakaj sem ti zdaj šla to razlagati? Zakaj sem ti v bistvu narisala tega človečka in ti pokazala, iz koliko delov si ti sestavljen? Zaradi tega, ker moramo razumeti, da nismo samo fizično telo, nismo samo naš naše informacije, ki jih imamo in znanja, ki smo se jih na tem življenju naučili, nismo samo naša energija, vibracija, ampak mi smo vse to. Mi smo duhovno bitje, ki je sposobno manifestirati, imamo dostop do vseh informacij in do vseh varuhov zavesti, imamo svojo dušo, ki nosi svoje informacije in zapise in dano nam je to telo, da lahko živimo to življenje na planetu Zemlja. In duhovna praksa je katerakoli praksa, ki nam vzpostavi povezavo med našimi telesi. Se pravi, duhovna praksa je katerakoli praksa, ki ti vzpostavi to, da nisi samo prisoten v fizičnem telesu in recimo samo na polno športaš, a hkrati se ne zavedaš, da obstaja večji del tebe.
Pa tudi ni samo, da delaš, recimo, da hodiš na energijske terapije in ne skrbiš za fizično telo. Skratka, naš namen na planetu Zemlja je, da naša duša doživi izkušnjo v tem fizičnem polju, v tej fizični, bom rekla, dimenziji, a istočasno ohranjaš svojo povezavo z izvorom. In sama osebno prakticiram duhovnost, ki je zelo prizemljena. Kar pomeni, da se boste videli zdaj, ko boste z mano teh 5 dni, da znanje, ki ti ga delim, zavedanje, ki ga imam, je skanalizirano, zato ker kot medij se povežem z celestialnim nivojem, dobim vse te informacije, ampak so to praktične stvari, ki jih lahko v življenju uporabiš in se takoj počutiš boljše. In imaš več zdravja in imaš boljše odnose in ustvarjaš obilje zase. Skratka, nismo ustvarjeni samo zato, da bomo plavali med oblaki in bili samo duhovno vzbujeni, ampak smo ustvarjeni tudi zato, da imamo močno čvrsto telo, da uživamo vsem, kar nam je dano znotraj te realnosti planeta Zemlje. In duhovna praksa je zakaj pomembna? Zaradi tega, da ne živimo samo skozi en aspekt sebe, ampak da povežemo v bistvu sebe skozi vsa telesa. Da se dobro počutimo v lastnem telesu, da smo čustveno svobodni, da imamo znanja in zavedanja, da smo energijsko pretočni, da imamo dostop do svoje duše in se zavedamo, kdo smo in kakšen je naš namen in ga živimo, da imamo stik z našimi vodniki in s tem dostop do kateregakoli znanja in jasnosti in da na vse zadnje manifestiramo. Vse tisto, kar je naša duša v bistvu prišla ustvariti na ta planet. In tukaj sem pripravila še en plakat in sicer na ta plakat sem nalepila različne duhovne prakse. In moja naloga danes v tem dogodku je, da ti pokažem, kako različne duhovne prakse vplivajo na te in na katero tvoje telo. Naš namen je zdaj prinesti jasnost, katera od duhovnih praks, ki jo ti že počneš ali pa s katero se spogleduješ, bo tebi prinesla spremembo v življenje in kakšna bo ta sprememba. Ali do sem sledimo, pošli srčka, napiši v komentar. Mislim, da lahko sledimo, a ne? Ok. Malce bom počakala. Evo, srčki letijo, to bo zame znak, da sledimo. Super. Ok. Predno pa gremo v posamezno duhovno prakso, bi ti rada še eno stvar povedala. In sicer naši možgani so en tak zelo dober pokazatelj, v katerih frekvencah oziroma vibracijah mi obstajamo. In takrat, kadar imamo duhovno prakso, ki skrbi za naša spodnja telesa oziroma za naša gostejša telesa, se mi, takole bom nalepla, nahajamo v stanju frekvence možganov beta in alfa. Za vse tiste, ki morda še ne poznate, kaj to pomeni, kadar smo mi zelo aktivni, recimo smo v službi ali pa nekaj razmišljamo ali pa delamo nekaj aktivnega, so naši možgani zelo aktivirani in takrat smo v stanju možganov beta, kar pomeni, da nam to omogoča, da smo prisotni, budni, odzivni, da imamo v bistvu zelo velik nadzor nad tem, kaj se dogaja. Kadar smo pa mi sproščeni, recimo, ko gremo s kužkom na sprehod ali pa se uležemo na kavč pa objemamo svojega partnerja, takrat se naši možgani dajo v stanje alfa. In nasplošno, ko obstajamo znotraj matrice planeta Zemlje, se največkrat aktivirajo možganska stanja alfa in beta. Ampak mi vsi vemo, da obstaja še več možganskih frekvenc in kadar izvajamo duhovne prakse, ki nas povezujejo z višjimi telesi, takrat pa se nam aktivira stanje možganov teta, to smo zagotovo že slišali, pa stanje možganov delta oziroma gama, sem zdaj nalepla, delta in gama. To so pa druge frekvence možganov. Recimo, kadar gremo v kanalizirano meditacijo, zagotovo ste tukaj vsi tisti, ki ste že poskusili kakšno mojo meditacijo, ki so kanalizirane in te meditacije takoj preklopijo tvoje
možgane v stanje teta. Ali pa recimo tik predno zaspimo in ko sanjamo, so naši možgani v stanju teta. V delta smo takrat, kadar mi globoko spimo in se regeneriramo, in potem obstaja še možgansko stanje gama, kjer se pa dogaja dobeseden download tvojih informacij, zavesti, manifestacij. In to lahko doživljamo kadarkoli, in ko to doživljamo, to frekvenco možganov, pomeni, da smo prišli do naših višjih teles. To bo prišlo, to znanje, ki sem ti ga zdaj s temi rumenimi trikotnički delila, ti bo prišlo prav jutri, ko se bomo dejansko pogovarjali, s katero prakso mi najlažje preklapljamo med frekvencami alfa in beta in med frekvenco teta, ki je za nas zelo, zelo pomembna. Tako da to bomo pogledali jutri. Pa bom zdaj tole samo prelepla na drugo stran, oziroma se mogoče bom pa tja lepla, bo to v redu. Ok, gremo zdaj pogledati, kakšne duhovne prakse v bistvu potrebuje naše fizično telo. Recimo prva duhovna praksa je šport. Kadar športamo, takrat kadar gremo recimo na sprehod v naravo, ali pa teč, ali pa plesati. Evo, napiši tukaj v komentar, kaj je tvoj najljubši šport. Kadarkoli imamo aktivirano telo skozi športno dejavnost, pa naj bo to recimo joga, pilates, ples, evo bom nalepila ples. Takrat, kadar smo aktivni v športni dejavnosti, kar se zgodi, je to, da dejansko je športna dejavnost naša duhovna praksa, ker nam omogoča sproščati naše fizično telo in skrbi, da se ustvari povezava naših spodnjih teles. Evo, pišete ples, jahanje, hoja v naravi, ples, folklora, katerikoli šport, katerikoli ples, joga, sprehodi, vse to v bistvu skrbi in je del duhovne prakse, skrbi za to, da je naše fizično telo zdravo, pretočno in povezuje vsa naša spodnja telesa. Takrat, kadar se mi športamo, recimo, da greš teč, dajmo to primer, kaj se zgodi? Tvoje fizično telo se premakne, vsa ta telesa so med sabo prepletena. In takoj, ko se tvoje fizično telo premakne, se zadihaš, pospeši se ti utrip, začnejo tvoja čustva, ki so bila mogoče prej zataknjena, zaklenjena, zamrznjena, začnejo teči, kar pomeni, da sprostiš svoje čustveno telo. In zaradi tega, ker se predihaš, ker se premakneš, ker se čustveno telo začne aktivirati, zraven to aktivira tvoje mentalno telo in vsi vemo, da potem, ko pridemo iz teka ali pa iz neke športne dejavnosti, smo veliko bolj sproščeni. Ne razmišljamo več toliko o delu in o vseh stvarih, ampak smo dejansko sproščeni in imamo bolj prazne misli oziroma bolj jasne misli. In energijsko se bolj počutimo. Ko mi kolesarimo recimo, ali tečemo ali karkoli, naša energija teče. Kar pomeni, da vse te prakse, ki sem jih zdaj omenila, skrbijo za naša spodnja telesa, ustvarijo povezavo, kar pomeni, da dejansko vse našteto je duhovna praksa. Ok, dodajem listek narava. Kadarkoli smo v stiku z naravo, ali pa se recimo igramo z živalicami, ki jih imamo, jahamo, prej smo omenili jahanje, kadarkoli smo v stiku z naravo, recimo da objemamo drevesa, božamo konja, kakorkoli, mi prav tako izvajamo duhovno prakso, ker omogočamo pretok naše povezave skozi spodnja telesa. Naslednja duhovna praksa petje. Kdo rad poje? Pofačkaj se v komentar, če rad poješ. Kaj se zgodi, ko pojemo? Dejansko sprostimo se, užitek prinesemo in spet povežemo naša spodnja telesa in posledično je tudi to duhovna praksa. Dodajam pisanje v dnevnik, pisanje hvaležnosti, zapisovanje tvojih idej, tudi to je duhovna praksa in nam omogoča, da povezujemo svoja spodnja telesa. Evo, vsi pravite ja. Krasno, radi pojemo. Ko recimo, bom pa tole najprej dala, ko preberemo kakšno dobro knjigo, kaj se takrat zgodi? Naše mentalno telo, ki nosi informacije, se razširi. Dobesedno, ena knjiga odpre tvoje zavedanje na drugačen način in začneš videti svet na drugačen način. Posledično, kar se zgodi, je to, da se naše mentalno telo
poveže z ostalimi telesi in tudi to je duhovna praksa. Ali pa recimo poslušanje podcastov, inspirativnih videov, ne? Ko poslušaš en dober podcast ali pa gledaš en dober video, takoj ti začnejo klikerji delati, ne? Takoj začneš razmišljati, aha, poglej, to tudi obstaja, ne? In ti spet širi tvojo mrežo, da vidiš, da obstaja več. Ali pa recimo, roke gor, kdo rad vleče orakelske karte. Imaš eno vprašanje, iščeš odgovor in se odločaš, evo, bom vprašal moje karte, ne? Tudi vlečanje orakelskih kart je duhovna praksa, ker nam dejansko prinese jasnost, razširi zavedanje. Evo, pišete, da ste knjižni moli, da uživate v branju, da radi pišete v dnevnik hvaležnosti. Krasno. In zelo radi pojemo. Potem bomo mi mogli eno zapeti. Alenka poje samo v avtu. Evo, Alenka, tako kot jaz. Ok, dodajam še eno duhovno prakso, katero mogoče niti niste pomislili, da je duhovna praksa. Spolnost. Tudi tedaj, ko se predajamo spolnosti, intimnosti, se zgodi kaj? Pripeljamo zelo veliko užitka in pretoka v naše fizično telo. Čustveno se zrahljamo, namagnetimo, mentalno skrbi gredo stran, odpremo povezavo do našega energijskega telesa in posledično spet to je duhovna praksa. Ali pa recimo, če gremo na masažo, ne? Gremo na masažo, kakršnokoli masažo, lahko je z olji, brez, ne? Terapevtska masaža, ni važno. Ko gremo na masažo, ne? Je spet to duhovna praksa. Evo, nekdo tukaj piše, pa jaz vse to počnem. Evo, zdaj bomo ugotovili, koliko v resnici imamo različnih duhovnih praks, ki jih že izvajamo. Pa smo mogoče mislili, da je ne, a ne? Se pravi, masaža, duhovna praksa, pa različne terapije. Recimo psihoterapija, ne, ali pa različni pogovori z coachi, ne, spet duhovna praksa. Ali pa če gremo recimo k nekomu na intuitivno svetovanje, ali pa prej smo rekli karte, ne, branje iz kart, spet to je duhovna praksa, ki nam prinese jasnost, razširi naše zavedanje, sprosti našo energijo in nam prinese jasnost. Meditacija, vodene meditacije tukaj omenjam, se pravi, ali vodena meditacija, ko te nekdo z nekim sproščenim glasom vodi v meditacijo, ali pa če meditiraš tako, da samo zapreš oči in si v tišini, ali pa gledaš nek objekt, ne. Vse te vrste meditacij so dejansko tudi duhovna praksa. In seveda ne moramo pozabiti na eno zelo pomembno stvar, ki jo bom dala kar tukaj na sredino tegale človečka, tole je pa srček, ljubezen. Kadar smo v frekvenci ljubezni, ko ljubimo sami sebe, ko obožujemo svoje telo, ko imamo radi svojega partnerja, partnerko, ko imamo radi svoje družinske člane, otroke, ko imamo radi svoje delo, ko imamo radi življenje, ne, ko smo v ljubezni do svojih hišnih ljubljenčkov, do živalic, takrat smo mi v duhovni praksi. In nismo še konec, ampak vse te z modro označene duhovne prakse, ki sem jih zdaj omenila, kaj jim je skupnega? Skupnega jim je to, da je njihov glavni namen, da med seboj povežejo tvoja spodnja telesa. Se pravi, fizično telo, čustveno, mentalno in energijsko. In zdaj mi povejte v komentarjih, ali ste zdaj ugotovili, da v bistvu že imate duhovno prakso, pa mogoče niti niste vedeli, da jo imate. Zaradi tega, ker mogoče nismo pomislili, da je to, da gremo na masažo, naša duhovna praksa. Ali pa to, da povlečemo karto, da je to duhovna praksa. In seveda gremo naprej. Obstaja še več duhovnih praks. Vidim, da nekatere že omenjate, ki jih še nisem omenila. Evo, gremo naprej. Da vidim, če ste prepoznali, da imate duhovno prakso. Evo, Nika pravi, da jih ima veliko. Ok, a je kdo že kdaj bil na kakšni zvočni kopeli? Gongi, steklene posode, ne? Tudi to je duhovna praksa. In tukaj bom dodala v bistvu glasba kot taka. Določena vrsta glasbe je dobesedno ustvarjena zelo zavestno.
in je v bistvu vibracijsko zelo močna duhovna praksa. Ne? Zvočne kopeli, glasba, ne? Te listki so malce drugače obarvani, te rumeni listki. Zakaj? Zaradi tega, više kot gremo po tem našem plakatu, višja telesa aktivirajo te duhovne prakse. In tukaj smo na nivoju energijskega telesa. Vidite, smo šli že ven iz planeta Zemlje. Ne? Torej, vse te duhovne prakse, ki bom zdaj omenila, je njihova naloga, da nas dvignejo in nam odprejo skozi energijsko telo naš dostop do višjih teles. Recimo mantre. Mantranje prav tako, ne? Nas povezuje z energijskim telesom, se pravi, vsa spodnja telesa poveže in nas odpre, zato da gremo lahko više. Pa potem recimo dihanje. Dihalne prakse. Ne samo, ne, da malo podihaš, ampak da res dihaš, ne, da globoko, intenzivno dihaš. Potem recimo energijske terapije. Katerakoli energijska terapija, ne, katerokoli zdravljenje, ki temelji na tem, da prinese pretok v tvoje energijsko polje, tebe odpira navzgor. Pa potem, evo, zdaj je Katja ugotovila, da je ona skozi v praksi. Kristali, roke gor, kdo obožuje kristale? Vam lahko pokažem enega mojega, ki ga imam tukaj le danes, pa seveda tale v zadnji, pa se ga vidi, tale meti zadaj, pa tale tukaj, zato da nam drži prostor, da nam drži energijo. Ja, evo, kristali prav tako skrbijo za to, da prinesemo pretok skozi spodnja, gostejša telesa in nas skozi energijsko telo odpira gor. Evo, obožujemo kristale. Naslednja stvar, energijske esence, kadila, eterična olja, prav tako odpirajo naše energijsko telo, odpirajo našo povezavo navzgor. Evo, vidim, da obožujemo kristale, krasno. Potem vam lahko na koncu pokažem, katere kristale imam jaz tule pod sedežem. Sem si naštimala kar oranj komplet kristalov, da drži danes mojo energijo, zato da ti vse to znanje, ki ga imam, zate povem. Naslednja stvar, matrice, sveta geometrija, mandale, roke gor, kdo riše mandale, ne? Energijske slike. To vse odpira naše energijsko eterično telo. Pa potem duhovne delavnice. Duhovne delavnice, ki nam prav tako odprejo naša spodnja telesa in nam energijsko nas pripravijo za to, da aktiviramo zgornja telesa. Sveti obredi. Kaj pa to pomeni? Sveti obredi, recimo, če znotraj svoje vere, znotraj tega, v kar ti verjameš, izvedeš recimo kakšen sveti obred. Prižgeš kakšno svečko, predaš kakšno molitev, namero, ne? To je prav tako odpiranje tvojega energijskega telesa in je seveda tudi duhovna praksa. Torej, molitve, namere, evo, še tole dodajam na ta plakat. In torej, kaj smo zdaj ugotovili? Vse omenjene prakse, ki sem jih zdaj omenila, so prakse, ki dejansko naredijo povezavo naših spodnjih teles in nam omogočajo, da imamo zdravo telo, vitalno telo, kar pomeni, da če mi izvajamo te duhovne prakse, se mi dobro počutimo, imamo vitalno zdravo telo, nimamo potrebe po boleznih, ne? Oziroma, če bolezen se skrira, jo znamo pozdraviti, imamo pretočna čustva, kar pomeni, da imamo lepe odnose, se dobro počutimo, ne? Se ne zapenjamo, se ne kregamo, ampak dejansko energija teče v odnosi. Mentalno telo. Če imamo pretok čez mentalno telo, nismo zataknjeni v strahove, v dvome, v stiske, ampak imamo jasnost, vemo, kam želimo iti in znamo do tja prideti, a ne? Kaj imamo pretok čez energijsko telo? Ja, ko je energija pretočna, to je kot reka življenja, takrat je vse teče, ne? Se vse po božanskem planu sestavlja v našem življenju. In zdaj gremo še malce više. Zdaj gremo pa pogledati, katere duhovne prakse pa nas povezujejo od energijskega telesa še malce više. Evo, mačkam tole, da prestavim, da bom lahko lepila še naprej. A ste še z mano? Smo, a ne? Ok, recimo regresija. Regresija, pa recimo hipnoza, sta obe duhovne prakse, ki nam dejansko odpirata dostop do astrala. Rekli smo, da je v astralu, v našem astralnem telesu, je naša duša. Se
se pravi, so vsi zapisi, naša dušna pogodba, vse, kar rabimo vedeti o tem, kdo mi resnično smo. In skozi regresijo mi lahko to spoznavamo, ko gremo pogledati svoje pretekle življenja. Skozi hipnozo nas običajno peljejo v regresijo oziroma nam omogoča dostop do našega astrala oziroma astralna potovanja, dodajam. Vsa astralna potovanja so duhovna praksa. Ina piše, ugotavljam, da ima precej duhovne prakse. Evo, to je moj namen, da vam pokažem. Potem recimo vse trans meditacije, se pravi meditacije, ki tvojo zavest dvignejo do astrala. Pa seveda moramo omeniti kanalizirane meditacije, se pravi vse meditacije, ki jih sama ustvarjam za vas, so kanalizirane. To pomeni, da te dvignejo še više, do celestialnega telesa. Se pravi, kot medij se dvignem do celestiala, od tukaj preko vseh teles, grem gor, do celestiala, zato da ti jaz skanaliziram meditacijo, ki jo ti poslušaš in ki tebe takoj dvigne gor, povežete s tvojim celestialnim telesom. In takoj tvoje možgane da v teta stanje. Pa potem recimo kanalizirane knjige. Upam, da imate vsi mojo kanalizirano knjigo. Evo, tukaj sem jo prinesla. Izvorno kanaliziranje za svet, zdaj bo prišla v angleščini tudi. Kanalizirane knjige, kaj to pomeni? To pomeni, da kot medij sem iz celestiala povlekla informacije iz te knjižnice zavesti in te knjige so drugačne od knjig, ki so recimo napisane iz mentala. Zakaj? Zaradi tega, ker kanalizirane knjige prinesejo dol tudi energijo, zavest, svetlobne kode in takoj aktivirajo tvoje zdravljenje. Ok, naslednja stvar, kanalizirana jasnost, se pravi, tebe nekaj zanima, recimo jaz kot medij se povežem s celestialnim nivojem in ti povem, kaj imajo tvoje angeli zate. Odgovor na tvoje vprašanje, odgovor na tisto vprašanje, ki ga imaš in te resnično zanima. Evo, to